SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-jevem podcastu Intervju. Moje ime je Katarina Matejčič in bom danes ponovno vaša gostiteljica. Tokrat pa po seriji političnih in gospodarskih tem nekoliko drugačna tematika, malo širša, bolj družbeno-politično-sociološka. Taka je namreč tudi moja gostja, in sicer doktorica, profesorica Vesna V. Godinja, doktorica socioloških znanosti in antropologinja. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste prišli na studio. Lepo pozdravljeni tudi vi in hvala za vabilo. Začneva takoj seveda pri Sloveniji malo širše. Živimo v zelo napetih časih, tako doma kot Evropa, kot seveda globalno. Kako bi vi v tem trenutku opisali družbeno-politično stanje v Sloveniji in kakšno je v tem trenutku vaše mnenje o Slovencih, ki jim vi radi rečete Slovenčki? Zdaj, družbeno-politično stanje ni dobro, ne, seveda bi lahko bilo pa tudi slabše, ne, tako da vedno, ko rečemo slabo, moramo vedeti, da to seveda bi lahko bilo še tudi dosti slabše, lahko bi bilo pa tudi seveda precej boljše. Zdaj, družbeno-politično stanje je v Sloveniji težavno zaradi tega, ker pač že desetletja pravzaprav, ne, imamo opravka z politiko, ki je v resnici precej neprofesionalna. In po drugi strani, dobro, saj tudi recimo v ZDA imate predsedniki, ki sami niso profesionalci, lahko, ne. Ampak gre za to, da potem pač ljudje, ki sami niso profesionalci, običajno imajo za sabo neke strokovne time, ne. Zdaj to pač v naši politiki manjka. Politika je v Sloveniji vodena tako kot vse druge stvari, to je domačijsko. To pomeni, ne, oblikuje se neka skupina, ki pač v katere člani drug za drugega oziroma skupnost skrbijo za svoje preživetje in izločajo tiste, ki pač niso njihovi člani. In v tej domačijski logiki, ki je bila vzpostavljena, se pravim, že 1500 let nazaj nekje, v resnici ni pomembno, kaj kdo zna, niti kaj kdo ve, pomembno je, da je naš, a ne. In zdaj ta logika nas seveda politično zelo tepe, a ne. To pomeni, v notranji politiki nas tepe, zdaj v zunanji politiki nas pa tepe seveda tudi to, da smo pač članica EU, ki seveda Evropska unija je zdaj v resnih težavah in tudi politika, ki jo vodi Evropska unija, že kar nekaj časa ni ustrezna politika, a ne. Recimo, če se samo spomnimo recimo sankcij proti Rusiji, ne, mislim, namenjene so bile, da bi škodili Rusijo, dejansko so škodili Evropski uniji bolj kot Rusiji. Skratka, tudi na Evropski uniji, na ravni Evropske unije imamo neko tako, bi rekla, politiko, ki pač dviguje velik prah in ne proizvaja nek imidž, ampak je strokovno pa silno problematična, ne, in škodi dejansko Evropski uniji in seveda vsem, ki smo njeni člani. Hkrati pa imamo Slovenci pač to zgodovinsko posebnost, da nekako vedno pač, recimo to je bila za Avstro-Ogrsko, za Habsburško monarhijo enako, a ne, za Jugoslavijo, da vedno to državo oziroma večjo politično enoto, v kateri smo, smatramo kot nek kompas, ki mu moramo nujno slediti, a ne. Zdaj, včasih je seveda pametno, da slediš, ne, take, bi rekla, večji tvorbi, ampak če seveda taka večja tvorba dela neumnosti, bi bilo dobro mogoče, ne, da imaš neke kapacitete, da presodiš, da so to neumnosti in da se ni treba ravno vsaki neumnosti priključiti. Rekli ste torej, ni tako zelo slabo, lahko seveda, slabše, normalno. ni pa tudi zelo dobro. Je zato res kriva samo politika? V končni fazi imamo Slovenci kljub svoji majhnosti izjemne športnike, znanstvenike, umetnike, v končni fazi tudi podjetnike, ki delajo dobro in širijo glas o nas, o svojih uspehih širom sveta. Je res politika tako težek kamen, da vse to pretehta in nas potegne oziroma vleče? Veste kaj, tukaj gre za v resnici presojo učinkov ali pa kvalitete na različnih nivojih, a ne. Če zdaj vi pač gledate posamične domačije, to so recimo timi športnikov, podjetja in tako naprej, ne.
Zdaj po tej naši utečeni tirnici, zgodovinsko utečeni, je enota preživetja domačija. Enota preživetja je relativno visoko avtonomna in če ta enota zna dobro delovati in dobro poskrbeti za sebe, je ona lahko zelo učinkovita. To vidimo tudi danes, ne. Tako da na tej ravni mogoče imate prav, ampak problem pač je, a ne, da Slovenijo zunaj kot državo, a ne, pač zdaj govoriva o celoti, kot državo, kot celotno družbo, pa v resnici prepoznavajo bolj ali manj ali pa se identificira z tistim, kar pač državna politika dela, a ne. Tu pa imamo pač resen problem, ne. To se spomnim pokojnega Bučarja, pred smrtjo, enkrat je rekel, a ne, da pač, v resnici nihče ni imel prave predstave, kaj pomeni imeti lastno državo in kaj pomeni to državo voditi, a ne. In to pač je nekaj, seveda to potrebuje neko znanje, ne, tudi bi rekla kader, ne, neko skupino ljudi, ki to znajo početi. Zdaj, če tega nimate, pač imate težavo. Tako da se strinjam, da na neki mikro ali pa na mezo ravni lahko najdemo zelo veliko uspešnih zgodb, ampak bi rekla tako, Slovenija kot država ima pa tu neke resne pomanjkljivosti oziroma probleme, ne. Enkrat ste rekli, da je za, trenutni čas oziroma trenutno kulturo, značilen narcizem in zato rabimo posameznike brez vesti. Ali to velja tudi za današnje politike? Nekako se zdi, da ne Seveda. samo pri nas zgubljajo ljudje, to neko zaupanje v politiko, v politike na splošno, dejansko se zdi, da so to ljudje popolnoma brez vesti. To je splošna, mislim, to je v resnici splošna zakonitost vseh zahodnih družb. Ta zakonitost, je recimo na delu nekje že od 60. let 20. stoletja, dobro, recimo seveda pač v Ameriki ali pa, ne, v klasičnih zahodnoevropskih družbah prej kot v postsocialističnih, ampak v postsocialističnih se je ta trend že začel pred koncem socializma in seveda v postsocializmu se je uveljavil. Tako da to velja za ljudi v vseh profilih, ne. To velja za učence v osnovnih šolah, za njihove učitelje, velja za ljudi v poslovnem svetu, za tiste, ki vodijo podjetja, velja za politike. Skratka, gre za to, zato je treba pač prebrati Leša, Kulturo narcisizma, saj je zdaj končno prevedena tudi v slovenščino. Gre za to, da ko imate vi neki tip družbe, vi rabite v tej družbi posameznike, ki delujejo tako, kot družba potrebuje, da oni delujejo. In ti posamezniki morajo pač delovati sami tako, torej v nobeni družbi nimamo situacije, da bi nad vsakim državljanom bdel en policaj, ki bi ga silil, da on to dela, ne, ampak ljudje sami v resnici morajo sodelovati v družbenih praksah in morajo to sami hoteti početi, a ne. Zato morajo oni imeti na ravni psihološkega ustroja, neke psihološke značilnosti ali pa recimo libidinalno ekonomijo, psihološki ustroj, ki njih notranje vodi v tako delovanje, da ne rečemo sili, a ne. In glede na to, da zahodne družbe so pač visoko zbirokratizirane potrošniške družbe, zdaj, pač te družbe rabijo posameznika, ki je uspešen v birokratskih, bi rekla, organizacijah, če rečeva najbolj milo, ne, in v potrošniških praksah. To so pa seveda posamezniki, ki nimajo vesti, ne, ker pač če imaš ti vest in ti vest govori: "Ne, ne, ne, tega ne smeš delati, to je narobe. Ne, 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 tega ne smeš delati, to je tudi narobe," in tako naprej. Ti postaneš moteč za organizacijo oziroma organizacija ne more delovati, a ne. In isto je v potrošništvu. Zdaj, če imaš ti vesti, ki ti reče: "Ne, ne, ne, ne smeš kupovati, ker nimaš denarja," ne, potem pač je to ekonomsko nefunkcionalno, ne, vedenje s strani posameznika do celotnega ekonomskega sistema. Tako da seveda taki posamezniki so povsod, ne samo v politiki, ampak tudi, če boste gledali v poslu, v javnih službah, povsod, tudi moji študentje so že takšni, ne. Se pravi, to pač je neka, posamezniki, mi dostikrat, ko se pač, tudi ko recimo terapevti razlagajo posameznika, oni vedno govorijo o neki osebni zgodovini, ne, kaj se je tebi kot osebi dogajalo v preteklosti, ampak, seveda to je pomembno, ampak pomembno je, kje se je to dogajalo, v kateri družbi, ne, v katerih družbeno-zgodovinskih razmerah, ker te iste biografije, se pravi isti potek življenja,
v različnih družbah potem na ravni posameznika proizvede različne rezultate, torej recimo vedenja, lastnosti in tako. Tako da seveda pač to, da imamo ljudi brez vesti, jih imamo preprosto zato, ker vest je v zahodnih današnjih kapitalističnih družbah disfunkcionalna, torej moti, ne. Moti posameznikovo potrošniško vedenje, moti njegovo ekonomsko delovanje, moti njegovo politično delovanje. Če danes, kako bi rekla, pač recimo delujete ali v politiki ali v ekonomiji ali kjerkoli, pač ne morete imeti nekih visokih moralnih načel, ker pač če jih boste imeli, boste pač propadli, ne. Družba je takšna, tako da seveda je to točno, kar ste rekli, ampak ne velja samo za politiko. Govorili smo o vesti, pa vendarle v zadnjem času smo imeli kar nekaj afer, predvsem v politiki, bistveno manj v gospodarstvu ali pa v znanosti, športu, v podjetništvu, karkoli. In iz tega so izvirale tudi različni spori, konflikti, ne, recimo ta sodna palača je rezultirala v precejšnjem sporu znotraj SD-ja, pa potem na ravni SD proti Gibanja Svoboda. Premier je imel kar nekaj notranjih sporov, ne, recimo z bivšo notranjo ministrico pa s Pašek Šetinčevo. Zdaj ima nek spor, ki eni pravijo, da je navidezen, drugi, da je resničen. Torej SDS s temi tremi, ki niso podpisali, pa nek konflikt na ravni recimo NSI-ja, SDS-a. Kaj je razlog za to, da je vse to v tem trenutku eskaliralo in ali vi kot sociologinja in antropologinja vidite kakšne razlike v sporih na levi in na desni? So kakorkoli drugačni ali je to nek vzor? Jaz bi rekla tako, ne, da pač zdaj sporov je več zaradi tega, ker takoj, ko imate neko politično tvorbo, ki je ad hoc tvorba, ne, in takoj, ko se pač pojavi nekdo, ki je nov obraz, in v slovenski politiki se pač je nov obraz tisti, ki volitve dobi, in če se vsi na veliko sprašujejo, zakaj je to tako, razlog je zelo preprost, zaradi tega, ker pač ljudje volijo tistega, za katerega upajo, da bo pomagal izboljšati njihovo preživetje. In pač tisti, ki so že stari obrazi, ne, so že preizkušeni in so oni že videli, da pač ne bodo njim nič koristili, torej njih ne bomo volili, ne. Zato torej dobite vedno nove obraze, ki zmagujejo. Zdaj problem novih obrazov je ta, da seveda, in tudi teh strank, ne, so v resnici, to so tvorbe, ki nastanejo tisti moment. To se pravi, v resnici so gledano z zornega kota politike neke trenutne tvorbe, ne. Zdaj, dokler gre za to, da pač morate zmagati na volitvah, a ne, je to seveda dobra motivacija, ne, ki seveda na nek način prekrije ali pa nevtralizira razlike, ne. Ko pač seveda zmagate, potem pa ni več te velike motivacije in razlike začnejo delovati, ne. Zdaj z razlikami samimi po sebi ne bi bilo nič narobe, ampak slovenska tirnica je taka, da se Slovenci bojimo konfliktov, še posebej, ko gre za politiko. In v resnici ne razumemo, da konflikti so normalni del situacije in da pravzaprav gre za to, da ti pač moraš znati konflikte reševati, ne. Ne gre za to, da se jih, bi rekla, izogibaš, da jih pometaš pod preprogo, zato da se delaš, da jih ni, a ne, ampak da jih rešuješ. Zdaj, seveda, če pač to je veščina, ki se jo je treba naučiti, ne, ja, in zdaj ljudje, ki nimajo politične kilometrine, tega ne znajo. Ne, mene so pač že, ne vem, 30 let ali pa več me vabijo v politiko, jaz vedno rečem ne. Zakaj? Zato, ker tega ne znam delati, razumete? Človek pač mora vedeti, kaj zna delati, pa česa ne zna, ne. Jaz tega ne znam delati. Zdaj, seveda potem pa imate vi pač te novo, bi rekla, na novo ustanovljene, hipno, ne, ustanovljene nove obraze in stranke, ki zmagajo, potem pa seveda pride do politične pragmatike. To pomeni, vsak dan imaš, ne vem, 300 konfliktov, ki jih moraš rešiti, a ne. In v resnici tega ne znaš, a ne. Mi v resnici lahko v novejši politični zgodovini Slovencev v resnici vidimo samo 3 osebe, ki to znajo, ne. Eno je bil Kučan, ki je seveda kilometrino pridobival prej, drugi je bil Drnovšek, ki je tudi kilometrino pridobival prej, in tretji je Janša, ki pač je kilometrino zdaj pridobival 30 let, ne.
In v resnici je problem Slovencev je pa ta, da se pravim, se pač v tej tirnici naši zgodovinski konflikt pomeni grozno nevarnost in ker to pač je tako percipirano, vsi bežijo od teh konfliktov. Zdaj seveda, če konfliktov sproti ne rešuješ, se stvar samo slabša, ne? In potem pač na eni točki pride do tega, da pač to zadeva eksplodira kot ekonom lonec, jaz rečem, a ne. Torej, pač prva stvar, ki je problem, je to, da seveda koalicija je bila hipna, ljudje se niso poznali, problemi se niso reševali sproti, tudi ni neke strategije za reševanje problemov. Treba je povedati tudi, da bi rekla na ravni ne samo Svobode, ampak tudi drugih koalicijskih partnerjev, vodijo te stranke ljudje, ki dejansko nimajo teh znanj, ne. Razumete, to je pač problem. To je zdaj, kot da bi dali vi mene, da vodim Lekt ali pa, ne vem, Krko. Nekako naj jaz zdaj to delam, če tega ne znam. Razumete? Pač, mislim, jaz dobro vem, mi je pač gospod, a ne, direktor Krke mi je povedal, mislim, se vsi vemo, to so bili ljudje, ki so jih prejšnji direktorji vzgajali leta in leta, da so oni prevzeli to, da ni prišlo do tega, da je podjetje kolapsiralo, ne. Saj vi to ne morete zdaj kar zamenjati, a ne. Zdaj mislim, seveda, zdaj s tem sem ide pri nekem načelnem vprašanju, ne, ali je zahodna demokracija danes sploh še primerna oblika politične ureditve, ker namreč pač omogoča, posebej v državah, ki zdaj drugače je za Britanijo ali pa za ZDA, kjer imate vi vedno dve stranki in tam oni ljudje so že 50 let v tej stranki, ne. Ampak recimo ravno v postsocialističnih družbah, saj Slovenija ni edini primer, a ne, kjer se te v resnici grupacije na novo, ne, kako bi rekla, oblikujejo, in seveda potem one lahko zmagajo na volitvah, ampak potem dejansko celotna infrastruktura in znanje in profesionalni odnos in seveda to je pač posel. Jaz zato cel čas govorim, da politika je posel, to je poklic. A ne? Jaz vedno dam primer, da če se meni avto pokvari, jaz ne bom niti havbe odprla. Jaz dolgo nisem vedela, kako se havba sploh odpre na mojem avtu, zaradi tega, ker to ni moj poklic, a ne. Jaz, če meni avto ne dela, grem k mehaniku, valjda, da ne bom zdaj jaz sama tam nekaj šarla po motorju. Zdaj, ko gre za družbo, ki je bistveno bolj kompliciran sistem, kot je motor, pa se vsakemu zdi, da lahko šari. Ne? In zdaj tukaj imamo, mislim, pač zahodno obliko političnega sistema, ki tako vidimo, da je že pase, saj tudi na zahodu, ne, vidimo, da več to ne deluje tako, kot bi moralo. In zdaj tu lahko zmaga pravzaprav kdorkoli, a ne. In potem ta dobi moč za to, da pač upravlja družbo. In zdaj, če bi pač obstajala neka refleksija, razumete, tako kot je recimo, ne vem, na zahodu, damo primer Obama ali kogarkoli, ne. Torej, vsak, ki je pač predsednik ZDA, ve, da ne bom jaz vodil teh ZDA, vodili jih bodo strokovnjaki, a ne. Torej, jaz imam tim in jaz sem tam pač predsednik po svojem poklicu in funkciji, ampak ne morem jaz se odločati, kaj bom zdaj počel, a ne. Pri nas se pa vsakokratnik predsednik vlade že zadnjih 30 let sam odloča, kaj bo on počel. Ne? In to je seveda problem. Jaz edino osebo, ki ni tega delala, ki jo poznam, je bil Drnovšek. Drnovšek je imel ta svet za varnost in razvoj, kamor so po ne vem kakšnem, bi rekla, naključju poklicali tudi mene. Torej, on je tam imel en kup strokovnjakov, ne, ki jih je nekaj spraševal. In če se je pač njemu zdelo, In tudi poslušal? Ja, to zdaj, koliko je poslušal, je drugo vprašanje, ne, to bi pač morali oni vedeti, ampak recimo tudi, če pač, ali pa si je vzel čas, mene je imel na Gregorčičevi 2 uri, ko me je spraševal, kaj vlada po mojem narobe dela, ne. Razumete, gre preprosto za to, da ta, bi rekla, neka, bi rekla, pretencioznost, to je zdaj seveda tudi že narcisizem, ne, saj to so že tudi ljudje, ki pač imajo ta libidinalni ustroj, a ne, da jaz vse zmorem, a ne, mislim, seveda lahko zmagaš na volitvah, to je najmanjši problem, v resnici ljudje mislijo, da je to največji problem, to je najmanjši problem, ne, potem, ko zmagaš, je problem, kako boš ti državo vodil, a znaš ti voditi državo, a znaš ti zbrati ljudi, ki ti bodo znali pomagati voditi državo in ali tvoj ego prenese, da ti ljudje rečejo, ne more biti tako, kot si se ti odločil, ampak mora biti drugače, a ne. A veste, to so neke stvari, ki pač
Se pravi, te stvari so v nekih, recimo, če gledamo, ne vem, ZDA ali pa Britanijo, ker imate pač vedno te dve stranki, ne, ena zmaga ali pa druga, in to že zdaj 100 let traja, ne. Oni so se tam pač že profesionalizirali. Zdaj mi mogoče se bomo profesionalizirali v naslednjih 100 letih, samo jaz predvidevam, da bomo prej propadli, ne. Tako da torej, to je temeljni problem. Ne gre za to, da pač ljudje zmagajo. Gre za to, da potem, ko zmagajo, ne, kaj naredijo. In zdaj seveda, ko ste me vprašali razliko med levo in desno politiko, tu je ta razlika, a ne, odkar je seveda sta Kučan in Drnovšek šla iz tega levega bloka, pravzaprav Levica nima nobenega verziranega politika več, to je problem, ne. Medtem ko desnica ga ima, to je Janša, ne. Janša se je pač verziral in zato, pač vemo, mislim, jaz ne bom, kako bi rekla, nikoli pozabila, ko sem se pogovarjala nedolgo potem, ko je Levica prišla v parlament, a ne, sem se pogovarjala z njimi, kako zdaj pa to je, in so meni povedali, da je grozno, ne, da oni vedno stopijo na bombico, ne. Janša seveda natančno ve, za kaj gre, ve, kje je past, ve, kako se je treba obnašati in tako naprej, ne, kaj je zdaj, kako to igro igrati, da dobim tisto, kar hočem. Mi se moramo pa vsega šele učiti, a ne, in to je seveda, kako naj vam rečem, to se v državi pozna, ne. Veste, mislim, obstaja neko vprašanje, ki ga nihče ne upa načeti, in to vprašanje se glasi, a je res mogoče, da se vsaka vlada znova uči iz nič, kako se vodi država, ne? In to je moje podvprašanje. Našteli ste 3 politike, za katere ste rekli, da so se, ne, Ne, oni so imeli času pred tem učili kilometrino, in ja. kilometrino in so torej znali stvari bolje reševati. Zdaj smo pa, že zadnjih 10 let priča novim obrazom, vsem do zdaj na levici. Cerar je zmagal z nekim tem žarom čistosti, recimo, ne, racionalnosti, Šarec mogoče malo neznanosti in nekaj zabavnosti, medtem ko Golob, z domnevnim, gospodarskim in vodstvenim čutom, sposobnostjo, torej nas bo znal popeljati z neko domačinsko logiko, ampak tako, ki jo ima vsak v svojem gospodinjstvu, kjer veš, da zapraviš toliko, kot imaš in ne več, a ne, da nas bo to. Kolikokrat bodo ljudje še nekako padli na ta nov obraz? Vedno, zaradi tega, ker Je tako slab zgodovinski spomin. to je kot sem vam rekla, ljudje ne volijo novega obraza zaradi nobenih drugih razlogov, razen zato, ker pač oni od politike, ne, od državne politike pričakujejo, da bo država poskrbela za življenje državljanov, ne. Razumete, če imamo mi ekonomijo, kjer, ne vem, sem slišala podatek, je približno polovica ljudi na minimalni plači, potem polovica zaposlovalcev očitno daje tem ljudem pod mizo, ne, mimo davkov in davčne politike neke nagrade, toliko o prisotnosti morale v ekonomiji, ne, če smo že ravno pri tem. Ne, torej, ljudje nimajo zdravstvenega sistema, ki deluje in tako naprej, bodo ljudje vedno znova volili osebo, ki jim bo dala upanje. Oni to, kar volijo, je upanje. Oni ne bodo več volili nobenega, ki je bil že enkrat izvoljen in ni poskrbel za njih. Tako da to, ko ste rekli, da so pač s čim je zmagal Cerar in s čim je zmagal, ne vem, Golob in tako, ne, oni so vsi zmagali z isto stvarjo. Oni so zmagali zato, ker so ljudje upali, da oni pa bodo poskrbeli za njih. Razumete, matrica slovenska, zgodovinsko vzpostavljena, domačijska matrica je visoko socialna. To pomeni, da je treba poskrbeti, da lahko dostojno preživijo vsi, tudi tisti, ki s svojim delom si tega ne morejo zagotoviti. A ne, v neoliberalni ekonomiji slovenski to ne velja in, če zdaj seveda k temu, prištejemo dejstvo, da v resnici 2/3 volilnega telesa slovenskega ni desnega, ampak je ali levega ali pa protolevega, ne, je seveda popolnoma jasno, zakaj vedno zmagujejo novi obrazi na levici. Ker pač levica ima bolj socialen program kot desnica in, nov obraz pa obljublja, da ta bo pa vendar poskrbel za nas, a ne. In, to ni povezano z ničemer drugim razen s tem, in kako dolgo bodo ljudje še volili, do neskončnosti bodo tako volili, a ne. Zaradi tega, ker pač desnica ima tisti del volilnega telesa, ki ga ima in ga več ne more imeti, ker pač, ne, pač vrednote, stališča, odnos do zgodovine in tako naprej je za večino Slovencev,
ki ga pač ima desnica, nesprejemljiv, Mhm. a ne. Zdaj Levica pa nima, saj vam pravim, nobene stranke z dolgo kilometrino. Edina ta stranka je SD, ki pa je takoj, ko se je iz pač Zveze komunistov spremenila v Socialne demokrate, začela nekšne kompromise sprejemati levo-desno, ne, da pač bi bila bolj sodobna, bolj prozahodna in ne vem kaj. In v resnici na sebe začela vleči ljudi, ki so pač vse kaj drugega iskali v tej stranki, kot to, da bi pač, a ne, resno delali politiko, da ne bom rekla pošteno delali politiko, ne, ker pač zdaj ta poštenost, ki je seveda tudi neki del slovenske tirnice, ampak mimogrede to Slovenci hitro preskočijo, ne. Poštenost Slovenci hitro, nepoštenost, no, hitro pozabijo, če druge stvari štimajo, da tako rečem, a ne. Tako da v resnici gre torej za to, da to bodo oni volili še kar naprej in do neskončnosti, ne. Vsak novi levi politični obraz, ki se bo pojavil, ima absolutno prednost za zmago na volitvah kot kdorkoli drug. In kako, rekli ste, vsaka vlada se očitno uči na novo in vsekakor na to v tem trenutku kaže ta stavkovni val. Imamo najdaljšo stavko zdravnikov v zgodovini Slovenije, še nikoli. Vedno so bile stavke samo pod levimi vladami, pa vendarle nikoli tako dolga, kjer gre v bistvu za želje predvsem starejših zdravnikov, ki v tem nekem dogovarjanju dosedanjem niso dobili toliko kot mlajši. Imamo pa na drugi strani recimo upravne enote, kjer so ljudje s po 30 leti dela na minimalni plači oziroma in celo doplačujejo diplomiran pravnik minimalno plačo, recimo številka 112, nekaj razredov nižje nad tistimi, ki delajo v podobnih centrih, recimo pri gasilcih ali zdravnikih, kar je popolnoma nelogično, ker gre za podobno stvar. Torej, zelo različne stavke, zelo različne zahteve, hkrati pa vse, kar vidimo, je očitno nesposobnost reševanja teh sporov. Zdaj, kar se stavk tiče, ne, v resnici na videz gre za različno logiko, v resnici gre pa za isto logiko. To so vedno profesionalne domačije, ki pač skrbijo za izboljšanje položaja svoje domačije, torej svoje profesije, ne. Tako da v resnici, ne glede na to, koliko je to različno, socialna in kulturna logika je ista, ne, to je domačijska logika. Zdaj država, jaz bom rekla tako, ne, sedanji vladi, torej, če mogoče pred tem rečem samo še eno stvar pač o stavki zdravnikov, res je, a ne, zdravniki stavkajo vedno pod levimi vladami, kar točno kaže, ne, v kateri politični pol sodi slovensko zdravništvo in kdo ga dejansko politično manipulira. Ne mislim reči, vsi zdravniki osebno, ne, ja, ampak pač te, bi rekla, Sindikalni del, glavni politični zdravniški igravci, da tako rečemo, Fides, ne, društvo in tako naprej, zbornica in tako. Tako da v glavnem, torej to pač pove nekaj, a ne. Zdaj, jasno je, da ko imate vi družbo, ki je sestavljena iz domačij, se uveljavi neko pravilo, ki ga je Sanis popisal v Ekonomike kamene dobe, ko je pač opisoval domačijski produkcijski način. On je rekel, koliko socialnosti je med domačijami. Torej, on je odgovor rekel, toliko, koliko med krompirji v neki slavni vreči krompirja. To pomeni nič. Ne? Razumete, to se nam zdaj dogaja. Ne? Nam se dogaja značilna domačijska družba. Torej, družba razpade na domačije, vsaka domačija se bori v resnici za izboljšanje svojega preživetja, ne glede na vse razlike, gre samo za to, a ne. Zdaj pač zdravniki to počnejo na najbolj bolan način, drugi, ne, ki so na minimalcu, seveda pač lahko razumemo te njihove zahteve, bolj smo lahko sočutni do teh zahtev, a ne, ker pač do ljudi, ki so pač na lestvici 100 najbolje plačanih in želijo ne vem koliko dodatnega denarja, ki recimo znese okoli 1600 ali 1800 evrov mesečno, ne, boste pač težko našli kakršnokoli socialno razumevanje za takšne zahteve, a ne. Zdaj, ampak v resnici je logika enaka, oni so vsi v en krompir in gledajo to celo družbo kot krompir, torej, kaj meni koristi, ne. Zdaj težava, bi rekla, vlade oziroma težave vlade so pa po mojem vsaj trojne.
Prvič, da seveda je podedovala to od prejšnjih vlad. Ko danes Janša ali pa desnica govori, kaj vse bi oni naredili in ne vem kaj, oni so bili na oblasti in niso nič naredili. Zelo dobro vemo, pač nekateri, ki še nismo čisto dementni. Drugim, ki pa pač so, pa bi pač predlagala, da malo pobrskajo po internetu, ker se da to preveriti. Oni so bili na oblasti in niso rešili nobenega od teh problemov. Tako da je zdaj vladi treba priznati, da se je vse prva vlada, ki se je lotila tega. Drugi problem je seveda ta, da vlada ne razume, mislim, to je pa zdaj to, kar sem govorila, neznanje. Če imate vi domačijsko logiko, vi edini način, da povežete domačijo, je, da izumite projekt, ki je preživetvenem interesu vseh. Potem se vse domačije s tem projektom identificirajo, in so potem, recimo kot vstop EU, ali pa kaj takega, in so potem one pač pripravljene iti preko teh svojih ozkih parcialnih interesov. Vlada seveda tega niti ne razume, niti ne zna izumiti tega projekta. Tretjič, jaz mislim, ko gre za pogajanja, bi jaz rekla tako, seveda pač tukaj imamo spet opraviti z pomanjkanjem znanja in tako dalje, ampak tisto, kar gre priznati, da vlada počne prav, je to, da ne sprejema partikularnih dogovorov za posamično poklicno skupino. Dejstvo je, da pač plače, posebej v javnem sektorju, je treba organizirati smiselno, celovito. In seveda je jasno, da pač tisti sindikati ali pa poklicne skupine, ki so močnejše, ki imajo, bi rekla, bolj profesionalno oziroma, bi rekla, utečeno delovanje, kot recimo Fides, in ki seveda imajo še ustrezno politično podporo ali pa motivacijo, bodo pač delale težave. Ampak jaz tu dam vladi prav. Vlada se v resnici ne sme z nobeno skupino partikularno dogovoriti, ker tisti moment, ko se bo, bodo vse ostale skupine nehale delati. Padajo domine. Ja, seveda, to bo padle bodo vse domine. Tako da tu zdaj jaz edino, kar bi jaz mislim, vlada lahko res naredila, bolje je, da bi sploh razumela, kaj pomeni voditi domačijsko družbo, da bi torej, kolikor se da hitro skreirala nek projekt, ki bi bil nacionalni projekt, s katerim bi se lahko vse poklicne skupine identificirale, in bi od njega recimo videle koristi, in seveda, da pač resnično maksimalno pospeši ta pogajanja, ampak ta enotna pogajanja o pač enotni ureditvi plačnega sistema v javnem sektorju. Ker pač drugače, mislim, kako bi vam rekla, jaz bom rekla tako, jaz sem zdaj pač profesorica, imam od leta 81 delam, torej imam že preko 40 let delovne dobe, mislim, moja služba je v resnici formalno za nedoločen čas, bi rekla praktično pa za določen, ker če mi habilitacija po 5 letih neha, sem jaz brez službe, To se pravi, jaz moram ne samo delati, ampak moram raziskovati, moram pisati, moram objavljati in ne vem kaj. In potem pride meni en zdravnik in mi govori, ki ima nižjo izobrazbo od mene, in ki pač nima kaj za delati, če noče po svojem 8-urnem delavniku in ima službo za nedoločen čas s polnim delovnim časom. In mi potem on govori, kako zdaj njegovo delo mora biti, ne vem, 10-krat več vredno kot delo nekega univerzitetnega profesorja. Veste, to ne bo šlo skozi, zelo preprosto, ne zaradi mene, ker pač jaz sem še stara šola in razumem, da je treba gledati na družbo kot celoto, ampak zaradi drugih, Mislim, čisto realistično je, da v tej družbi obstajajo ljudje, ki delajo več kot zdravniki, in ki so v slabšem položaju kot oni, in pač država mora mislim, kdo pa bo imel, bi rekla, pogled, ki je nad partikularnim pogledom posamične poklicne skupine, če ne država, Tako da to seveda se od države pričakuje. Je pa seveda res, se vam pravim, da se bojim, da tudi tu pač manjka znanja, kilometrine in vsega, o čemer sva že govorili.
Kje so vsem tem ženske? Marec je za nami, ki je malo bolj posvečen ženskam. Zdaj tudi, ko sva govorili o teh pogajanjih, pretežno so v prvih vrstah moški pogajalci. Ne vemo točno, kdo je zdaj mediator med tem, ampak recimo ministrica se je zelo umaknila. Tudi na Fidesovi strani pretežno moški. Bi bilo kaj drugače, če bi bile ženske, in kje je sploh današnje mesto žensk v družbi? Po eni strani ste rekli, da recimo von der Leyenova, Lagardova, predtem seveda že Merklova in Thatcherjeva, zelo konzervativne političarke kažejo, kje je mesto žensk v kapitalizmu. Hkrati pa ste tudi enkrat rekli, da se zdaj ustvarja neka nova sfera ali pa neka nova ideja, ženska naj bo doma, tudi stay at home girlfriend. To sta dva zelo različna pola, torej neke zelo močne, uspešne, trde ženske na eni strani, ki pravite, da mogoče niso dobre za vlogo žensk v družbi, in na drugi te neka tradicionalna, konzervativna, prav tako katoliška vrjevanje, kuhanje, pospravljanje. Kje je zdaj naša vloga, kje se lahko najdemo in kje lahko predvsem pomagamo? Veste, kaj jaz bi rekla zdaj ker živimo v potrošniški družbi, ni več možno reči, da obstaja samo ena vloga. V potrošniških družbah se zbira med različnimi možnostmi, ne? In tudi, ko gre za položaj, to je zdaj vprašanje, ampak tudi, ko gre za položaj ženske, tako. Ne, imamo pač različne možnosti in ženske lahko zbirajo. Zdaj pač potem seveda je odvisno, z katere, bi rekla, ideološke perspektive to gledate in ocenjujete, a ne. Če gledate in ocenjujete z zornega kota zahodnega belega feminizma, potem so takšni pojavi, kot je Merkel, Ursula von der Leyen in tako naprej, nekaj pozitivnega. To, da pač ostajajo ženske doma in kuhajo in imajo otroke, nekaj negativnega, ne. Mlade punce, ki se za to odločijo, bodo pa rekle, jaz se ne rabim nič truditi, ne, jaz pravzaprav imam dobro življenje, on mi mora dati denar za to, da hodim na fitnes, za dobro hrano, za pač, bi rekla, lepotne operacije, in potem lahko da našo Melanijo Trumpovo, ne, za pač model tega življenja, ne. In pač je to z zornega kota, bi rekla, komoditete ali pa tega, ne, da pač ti fajn živiš, je to gotovo bolj fajn izbira, ne. Zdaj pač, in ker živimo pač v potrošniški družbi, kjer lahko vsak izbira glede na svoje preference, pač zdaj vsak izbira glede na svoje preference. Zdaj, če pa skušava dati malo širšo oceno tega, kar se dogaja, pa je treba povedati naslednje. Torej, večja količina žensk v politiki ne bo spremenila ničesar, a ne. Mislim, politiko ne vodijo niti predsedniki držav, niti predsednik ZDA ne vodijo jo korporacije, torej kapitalski interesi, in v politiki lahko uspe samo tisti, ki dela to, kar kapital hoče, da on dela. Je čisto vseeno, kakšne oblike ima ta oseba spolovilo, ker pač vidimo, da imamo osebe, ki imajo moško spolovilo na pač vodilnih položajih, imamo ženske, pač osebe, ki imajo žensko spolovilo na vodilnih položajih. V resnici ne gre za to, kakšnega spola je kdo, gre za to, koliko ti pridno si pripravljen biti podaljšek interesov kapitala. In je to v resnici s spolom nima nobene zveze. In je seveda tako, da pač tudi če bi bile same ženske, ne bi bilo nič drugače, da se razumemo. Ne, ker ženska, da pride do tega položaja, mora že dokazati svojo nesocialnost, da tako rečem, ne. Ker drugače sploh do tja ne more priti, a ne. Ker je to pač selekcija, ne, pri prehodu navzgor. Tako da tudi že, ko gledate kakšne korporacije, ki jih vodijo ženske, ne, kar sem nekatere primere lahko videla od blizu, je to v resnici srhljivo, ne. In v resnici pač korporacije celo preferirajo ženske pred moškimi, zaradi tega, ker so moški v odnosih bolj konfliktni, ženske pa manj, a ne. In pač korporacije hočejo imeti, pač da je čim manj konfliktov, da stvar teče tekoče, ne. In se je tudi v praksi izkazalo, da ženske so bolj konformistične in manj nagnjene k temu, da merijo moči z drugimi ženskami, ne vem, tekmujejo in tako naprej, ne, kot moški, ker so pač seveda, to je pač značilnost socialno-kulturnega spola pri nas, torej genderja, ne. Tako da v resnici ne kapitalne politika, ne korporacije nimajo nič proti ženskam, če seveda one igrajo to igro, ki jo oni hočejo.
In seveda je pa tako, da samo če igrate to igro, ki jo oni hočejo, boste lahko uspeli, drugače pač ne boste uspeli. Zato ste tudi povedali zelo pravilno, ne, če zdaj pogledamo okoli, saj ne gre za to, da žensk ni, ampak zanimivo je, da vse ženske, ki so uspele, so desničarke, ne, se pravi zastopnice desne politike, zastopnike interesov kapitala, zastopnice, ne vem, zahodnih kolonialnih interesov, zahodnih interesov v geostrateški ureditvi, zastopnice pač, a ne, konzervativne politike, da tako rečemo, ne. Tako da v resnici tisto, kar je povedno, je to, da pravzaprav imamo uspešne ženske, uspešne po kriteriju pač, a ne, današnjem kriteriju, samo v desni politiki in da v resnici, nimate nobene leve resne političarke več, a ne, ki bi, dejansko bila uspešna. Ne, to je meni Tudi te zelo skrajne, ki so To v je Franciji, meni, Italiji, ja, ne, so to je zelo, meni, zelo desne. to je meni zanimivo, ne. Ja, Pa seveda. hkrati bi morale biti doma, skrbeti za družino Ja, veste kaj, to in, zdaj se vam neka ta pravim, to se krščanska ni več, logika. to zdaj se vam pravim, to je zdaj pač videno kot izbira. Mislim, da tudi zdaj, če ste v najbolj, bi rekla, konzervativni katoliški stranki, nihče več ne bo pričakoval, da boste samo doma, hodili v cerkev, skuhali in skrbeli za otroke, ne. Pač ti časi so minili, a ne. Zdaj, ja, seveda, zdaj pa se vam pravim, ne, te mlade gospodične, ki se odločajo za to različico, se pa odločajo preprosto zato, ker to je zdaj že generacija patoloških narcisov. Jaz delam to, kar je meni najbolj fajn. Ja, mislim, a bom jaz zdaj hodila v službo, garala in komaj zbrala po ne vem kolikih letih toliko denarja, da bom lahko hodila na fitnes, si privoščila zdravo hrano, osebnega trenerja, kozmetičarko in lepotne operacije, ali bom pa to zdaj naredila kar takoj, a ne? Mislim, to je zdaj pač nepragmatičen zorni kot z njihovega zornega kota in z tega zornega kota je seveda treba razumeti, da, to odločitev, ravno tako kot, ne vem, a ne, jaz vedno staršem, posebej tistim, ki so silno ambiciozni za svoje otroke in hočejo, da najbolj elitne ljubljanske šole naredijo z največjimi ocenami, ne, povem, da ti časi so minili, to zdaj oni mislijo, da je pomembno. Otroci hočejo biti influencerji, ne. A veste, za influencerje ne rabiš nobene šole, ne. Otroci živijo že v nekem drugem svetu, a ne. To je zdaj drugačen svet. Tako da tu zdaj pač, kako bi rekla, te mlade dame, pač one izhajajo iz lagodnosti svojega življenja, ne, in one gledajo tako, če si jaz hočem privoščiti to, kar meni zdaj moj starejši ljubimec ali pa celo mož lahko ta trenutek privošči, bom jaz morala delati 10 do 15 let. Zakaj bi jaz to delala, ne, če mi ni treba. Seveda zdaj pač tisto, kar je pač, mrtev kapital v tej računici je, ne, da se pač vsi staramo, ne. In da tudi če imate moža, kot ga ima Melanija, in ki pač očitno lahko plačuje najboljše estetske kirurge, a ne, se to nekje konča, ne. Pač enkrat se bodo te dame potem postarale in potem seveda nastopi vprašanje, kako bodo pa potem živele, ne. Ampak pač to so zdaj generacije, ki se s tem več ne ukvarjajo, ne. Tako, ja. To sem hotela navezati, tudi zaradi socialnih omrežij, tudi nasilje postaja vedno bolj Normalno, ja, sprejemljivo. V zadnjih mesecih smo imeli kar nekaj primerov, ko so recimo najstniki obračunavali med sabo in to ne samo fantje, temveč tudi ja, seveda. punce. Potem smo imeli recimo primer onih 2 najstnikov na obali, kjer sta, pretepla brezdomca, Klošarja, ja. ki je mirno spal na klopci, pa primer najstnika, ki je streljal na obiskovalce, zaposlene in, Ja. Psihiatrična klinika, v Mariboru. Zdaj ravno ta teden je aktualen zapis, ki je napovedoval streljanje, v eni od šol po vzoru Finske. So za to kriva, omrežja, so za to ta lagodnost in želja po neki potrditvi brez resnega dela, so za to krivi starši, igrice, televizija, ne, vsak Ja, najde veste razlog kaj, drugje. zato, torej enega samega vzroka za to ne najdete, ampak v osnovi je za to kriva narcisistična socializacija in vzgoja otrok, ne. Mi otroke socializiramo tako, da so oni brez vesti, in zato, ker so brez vesti, njim izvesti neko recimo
nasilno dejanje, tudi ubiti enega drugega človeka, ni problem, če oni s tem dobijo socialni aplavz. Patološki narcis je odvisnik od socialnega aplavza in on bo pač naredil karkoli za to, da socialni aplavz dobi. Zdaj, tisto, česar mi ne razumemo, je, da ta karkoli dejansko pomeni karkoli, ker pač oseba, ki nima vesti, zdaj boste pač klasična paradigma, ki jo učijo še vedno, ne vem, na oddelkih za pedagogiko ali pa na oddelkih za psihologijo, oni učijo, da pač vsak ima vest in da seveda ne bo človek naredil karkoli, da se bo pač on ustavil, če bi za to mogel ubiti človeka, saj ve, da je to narobe. Ne, ni res, a ne. On ve, to mi vemo, ki imamo vest. A ne? Zdaj, če oseba nima vesti, potem pač naredi karkoli. A ne? In zdaj pač morate razumeti, da ti otroci, ki so, bi rekla, pravzaprav od kahlice že preusmerjeni na virtualno realnost, kjer morajo oni za socialni aplavz, bi rekla, tekmovati v dosti širšem, nevarnejšem in bolj okrutnem okolju, kot je to recimo ena šola, v kateri otrok hodi, a ne. Oni nimajo izbire, oni bodo pač ali bodo zaradi sadomazohističnega nadjaza grozno psihično trpeli, ker niso pomembni, ali bodo pa morali nekaj narediti, da bodo nehali trpeti, ker gre v resnici za to, da na ta način otroci se izognejo notranjemu psihičnemu trpljenju, ne. In potem pač naredijo karkoli, ampak res karkoli, a ne, ker pač ni vesti. Zdaj, kaj je tisto, s čimer se dobi socialni aplavz, recimo ubiti drugega, biti nasilen in to posneti in dati na omrežje in tako naprej. Seveda Recimo tega se pa starostnika, naučijo, ne? ne. Tega se pa naučijo. Vse so pač na omrežjih in oni vidijo, kdo ima največ všečkov, ne. Zdaj je verjetno takšni, kot je kakšna dama, ki pač je ne vem kako vse operirana, da pač ima dosti všečkov, a ne, tega si ne morejo privoščiti, potem pač pogledajo, kako prideš do všečkov, ne, saj stvar je enostavna. In pač ugotovijo, da bolj, recimo, če gre za nasilno vedenje ali pa antisocialno, nesocialno vedenje, večji prestopek, kot narediš, več imaš pozornosti, ne. Saj pravzaprav to je, mislim, čisto logična logika, a ne. Zdaj in seveda, če ti psihično trpiš, jaz to vedno staršem rečem, ko oni hodijo v šole, zagovarjajo te otroke, ne, moj otrok ni kriv, ne, to je treba tako, on ima prenizke ocene in tako naprej. Jaz vedno pač njim povem, a ne, da v resnici otroka se ne vzgaja zato, da bo srečen, ampak zato, da bo nesrečen. Otroka je treba vzgajati zato, da zna v resnici preživeti obdobja nesreče in da ima neke notranje mehanizme, ne, kako skozi ta obdobja pride. Zdaj, če vi otroka, seveda ključen mehanizem za to je vest, mimogrede povedano, a ne. Zdaj, če vi pač otroka vzgajate tako, da nima vesti, potem bo otrok, ko bo prišel v stisko, pač iskal vsak izhod. In iskal bo tisti izhod, ki je socialno najbolj nagrajen. Socialno so najbolj nagrajeni tisti, ki so v resnici najbolj odstopajo od socialnih pravil, a ne. Ker to je čisto preprosto, jaz v šolah rečem, ko me kličejo, dobro, kdaj se vi z otrokom ukvarjate? Oni rečejo takrat, ko je treba, starši. Kdaj je to? Ja, takrat, ko ima slabe ocene in takrat, ko recimo dela, pač ko se neprimerno vede, ne, da rečeva tako, da ne bova zdaj kaj pretiranega rekli. In potem jaz rečem, okej, ne, dobro, zdaj pa, če otrok hoče vašo pozornost, kaj bo torej vaš otrok delal? Ja, imel bo slabe ocene in vedel se bo nesocialno, ne. Logično, ker drugače pač ste vi v službi od 7 zjutraj do 7 zvečer ali pa do 9, nimate časa za tega otroka in če bo on priden, bo imel dobre ocene, ga sploh ne boste videli, ne. Se pravi, potem prvič, ko njemu Kot da ga ni, spodleti, ne. tako seveda, kot da ga ni, potem on vidi, da takrat pa sem, a ne, in takrat on bo to ponavljal. Vse to je popolnoma logično. To ni zdaj, da so ti otroci neke, bi rekla, psihološko težavno nerazložljive pošasti ali kaj podobnega, ne. Oni ravnajo pač popolnoma znotraj libidinalne ekonomije, ki jo imajo, popolnoma racionalno, ne. Težava je pa v tem, da pač seveda nimajo vesti, ker pač, če imaš ti vest, a ne, ali pa če ima otrok, ali pa če imam jaz. Na mene se je pač
take vsebine iz socialne virtualne realnosti ne morejo prijeti, ne. Preprosto pač vem, da je to narobe in tega ne bom počela, a ne. Zdaj, če pa seveda nimate vesti, pa to postane možnost, ne, ki jo vi začnete preigravati, zato da dobite več socialnega aplavza. Ne, in mi dejansko s socialnim aplavzom nagrajujemo otroke, ki delajo probleme. Nagrajujemo jih že od malega, a ne, razumete, to je narobe, to je v osnovi narobe. Jaz staršem povem, da če otrok naredi nekaj, česar ne sme narediti, ga je treba kaznovati, ne pa nagrajevati zakaj si ti to naredil in ne vem kaj, pač s socialno pozornostjo, ne. Zdaj, to pač je, seveda, ampak saj veste, zdaj pač živimo v družbi, kjer je predpisana vzgoja in socializacija otrok brez avtoritete, dvotirnosti in kazni. Torej, če otroke vzgajate brez avtoritete, dvotirnosti in kazni, boste dobili patološkega narcisa. Torej, otroka, ki nima vesti. In potem je krog zaključen, ne. Ampak nasilje ni samo seveda med najstniki, ravno ta teden odmevata dva primera, torej eno streljanje v okolici Škofje Loke, kjer je bil en moški ubit, še bolj pa, morda sem jaz osebno bolj, pač ta umor žene, kjer je štirimi otroci, kjer je v bistvu sam umor menda izvršila ljubica, čeprav je on pripeljal. Je vas ta moment presenetil, torej, da ni on svoje žene ubil kot močnejši nekdo, ne, z avtoriteto in tudi verjetno fizično močjo. Ne, saj on nima več avtoritete. Ampak da je v bistvu, in isto sta bili stari, ne, 33, v bistvu ljubica in celo ona jo menda odvlekla in zakopala. Torej, popoln ženski spopad, očitno za tega moškega. Za tega moškega, ja. Veste kaj, zdaj, mislim, mi imamo tukaj neke stereotipe, ne, pač ne vem, da pač kriminalna dejanja izvajajo moški, da nasilje je moškega spola, tudi ko poslušate SOS telefon in tako naprej. Imate telefone za ženske in otroke, ne, nimate nikoli v resnici telefonov za moške in za starše, ne, razumete, mi v resnici delujemo skladno z nekimi, bi rekla, preteklimi izkušnjami, tako bom rekla, zelo preprosto, ne, torej z nečim, kar je pač bilo v preteklosti pač neka družbena forma nasilja, ne. Zdaj, dobro, jaz ne bom rekla, da mislim, je to čisto točno, ker tudi v preteklosti so bile mame ali pa ženske nasilne, posebej, ko gre za slovensko socializacijo otroka, ne. Tako da to pač, da je nasilje bilo vedno moškega spola, to pač ni tudi ne faktografsko točno, ampak dobro, je nek predsodek iz preteklosti, ne. To je zdaj sva pri istem, kot sem prej rekla, ne. Če pač oseba nima vesti, je čisto vseeno, katere genitalije ima, ne. Je čisto vseeno, kakšne genitalije ima, ona nima vesti in pač to je dejstvo, ne. In če zdaj nima oseba vesti, ona hoče pač priti do tega, kar hoče in bo uporabila vsa sredstva za to, da pride do tega, kar hoče. In pač to je to, kar zdaj gledamo, a ne. Mislim, pač ena od, bi rekla, negativnih posledic sodobnega belega zahodnega feminizma je, da je vpeljala neke stereotipe in da na teh stereotipih ustvarjajo. Torej, ženske so boljše. Če bi bilo žensk v politiki več, bi bilo boljše. Ženske so po naravi manj nasilne in podobne neumnosti, a ne. Ne, to nas v resnici zdaj tepe. V resnici bi pač morali dojeti, da ni pomembno, kakšne genitalije ima kdo, ampak ali ima ta oseba vest ali nima. Torej, od deklice, ki nima vesti, lahko pričakujete enako nasilje kot od fantka. A ne, še posebej zdaj, ko pač ta deklica gleda virtualno realnost in se lahko seznani s takšnimi oblikami nasilja, v katerih se nam niti sanja ne da obstajajo, ne, če smo že ravno pri tem, a ne. Tako da tu pač, mislim, da nas tepejo neki pač stereotipi, ki nimajo kaj dosti zveze za celo zadevo. Zdaj, ko govorite o ljudeh, ki so stari 33 in približno, torej bom povedala pač neki zaključek neke moje študentke, ki doktorira zdaj iz psihološke antropologije na Oklahomi in je tudi že izvajala terapije za ljudi v Sloveniji. Ona je meni povedala, da Vesna, ljudje pod 35 so praktično že brez vesti. Ne? Kar generalno. Ja, pač tisti, ki so k njej hodili, a ne. In to niso bili težki primeri, ne, zaradi tega, ker pač so na njene terapije usmerjali ljudi strokovnjaki, ki so pač presodili, ker so čakalne dobe tako dolge,
da so to lažji primeri, ki pač niso nevarni in jih lahko ona terapeutizira, ne? Oziroma jim pomaga, a ne. In je ona rekla, da praktično nobenemu, ki je star pod 35, ne moreš več pomagati, od tistih, ki jih pač ona imela stik, zaradi tega, ker so to, je rekla, to je generalno brez vesti, ne. Torej, mislim, niso zdaj to samo otroci, ampak so že odrasli. Saj mi vemo, da že v podjetjih imajo težave z ljudmi, ki so zaposleni in imajo to strukturo, v šolah imajo težave z profesorji, ki imajo to strukturo, v šolah imamo redne težave z starši, ki so že sami patološki narcisi in tako naprej. Tako da v resnici to, da se to zdaj projicira samo na mlajšo generacijo, je narobe, ne. Mislim, je treba... Še vedno mlade, pa ne Ja, samo otroke in ampak je mladostnike, treba ne. razumeti, da so to že odrasli, so to že starši, a ne. Zdaj, in če pač samo dam kratek komentar na to tragedijo trikotniško, a ne, to, da je zdaj Ljubica hotela tega moža in je bila pripravljena za to biti ženo, je pravzaprav spet v kontekstu delovanja libidinalne ekonomije nekoga, ki je patološki narcis, normalno. Spomnimo se te slavne afere Odrezana roka, ne, saj tam imamo isto zgodbo. Ne, saj pač je to ista zgodba. Po drugi strani pa moramo vedeti, da pač, kako bi rekla, osnovni problem danes pri družinah in zakonih, a ne, je to, da ljudje več ne razumejo, da biti z nekom v partnerstvu ali pa da si z nekom poročen, da tu ne gre za to, da ker nisi ti tam zato, ker je to tebi fajn, ampak da opravljaš neko socialno dolžnost, ne. V resnici partnerstvo na dolgi rok, jaz vedno rečem, je vztrajanje v nelagodju, ki ga samo občasno, ne, pač tu pa tam, bi rekla, prekinjajo kratki trenutki ugodja, ne. Zdaj, oseba, ki nima vesti, ne more vztrajati v nelagodju, ne, oseba, ki je partner z nekom in je pač patološki narcis, ona, ko mu ne bo več fajn, bo pač poiskala drugo osebo, kot pač očitno se je v tem primeru zgodilo, ne. Tako da pravzaprav je to neka, kako bi rekla, mislim, ne, mislim žalostno, ne, ampak je to mislim, normalni potek dogodkov za ljudi, ki tvorijo družine in so sami funkcionalno neodrasli oziroma so recimo patološki narcisi, ne. Ampak kljub temu, da imamo sploh v Sloveniji mi, redko kdaj se zgodi, imeli smo nekaj primerov, ampak zelo redki, da bi neznanec ubil, oziroma morilec ubil neznanca, torej da se morilec in žrtev ne bi poznalo. Običajno gre pri nas in pri nasilju in pri skrajnih primerih za družinsko nasilje. Gre za ne. domačijsko. Domačijsko, tudi rekli smo, ne, otrok v razredu strelja, ne gre v drugo šolo, ne. Prijatelje, tudi v Srbiji je bilo podobno, ne. Hkrati imamo pa ravno zdaj v tem momentu tedne in tedne nasprotovanja zaradi postavitve centrov za migrante, kjer poudarjajo domačini ravno to. Moški so, rekli ste, ne, nasilje nima spola. Seveda ne. Moški so, ni res, da prihajajo sem zaradi političnih, vojne, v končni fazi podnebnih sprememb, kjer obstajajo območja ali pa poplave, kjer enostavno nimaš od česa živeti, ne. Brez nekih res pravih argumentov, hkrati se, ne vem, 10 kilometrov od njih pobijajo, ampak oni se bojijo nekoga, ki je nov. Je ta, tudi enkrat je desni politični pol razpisal nagrado za najboljšo pravljico za otroke, ne, in je tam seveda prišel črn mož, ki je ponazarjal ta strah in vse to. So te črni moški, kot jih oni vidijo, nekaj, kar ne moremo preseči, kar ne moremo razumeti, da mogoče je manj strašno kot nek ljubezenski trikotnik. Seveda, to je zdaj, kako bi rekla, to je spet ena od manifestacij domačijske družbene ureditve, ne. Domačija, kot bi rekla, varne ljudi vidi samo svoje člane. Že člani druge domačije, tudi če so sosedi, so že malo manj varni. Zdaj, če pa greva tudi v literaturo, ne, klasično slovensko, takoj, ko pa so to ljudje iz druge vasi, pa so oni še vedno Slovenci, pa so beli pa vse, so pa že moji sovražniki, ne. Kaj se je naredilo z fantom iz druge vasi, če je prišel k naši punci, zbilo se ga je skoraj do mrtvega, ne. Razumete, gre torej za to logiko. Domačijska družba deluje v majhnih socialnih prostorih, ne. Majhne socialne skupine obstajajo, mi prostor, kdo smo mi,
a ne, je v resnici sestavljen iz malega števila ljudi, ki se vsi poznamo, ne. In takoj, ko se pojavi nekdo od zunaj, je naš sovražnik, ne. In zdaj, on je lahko tudi Slovenec, pa je že naš sovražnik, ne. Zdaj, kamoli, da se pojavi nekdo, ki je črn in sploh ne govori našega jezika, ni Slovenec, a ne. Razumete, ta fobija pred zunanjimi, bi rekla, ljudmi je del domačijskega družbenega ustroja, ne. In zdaj v resnici se z lahkoto nalepi na kogarkoli, ki ni član moje domačije, ne, ali bo to drugo podjetje, ali bo to druga šola, ali bo to drugi oddelek na fakulteti, ali bo to drugi oddelek v bolnici, razumete, ni važno. Takoj, ne, so oni avtomatično že moji sovražniki, ne. Zdaj, življenje v takšni družbi, a ne, torej v domačijski družbi, je torej socialno naporno, razumete, v resnici je to stalno si, razen če res nisi v tem ozkem krogu svoje domačije, ogrožen, a ne. To seveda posameznike frustrira in je, bi rekla, morajo biti neki mehanizmi, a ne, kako posamezniki te svoje frustracije lahko, bi rekla, sprožajo ali pa sproščajo, ne, te napetosti. In zato taka družba še bolj kot katerikoli druga družba potrebuje grešnega kozla, ne. In v tem smislu so seveda migranti oziroma begunci, a ne, so grešni kozli, ne. Saj v resnici noben jih sploh ne pozna, noben ne ve, kakšni ljudje so to, noben z njimi nima stika. Jaz imam v svoji hiši v zgornjem nadstropju, ker imam hišo ločeno na 3 stanovanja, eno je moja hčer, eno je moje in eno se oddaja, imam zdaj že 7 let begunsko družino iz Sirije, a ne, torej iz Alepa, 6-člansko družino, ki so čudoviti ljudje in najboljši podnajemniki, ki sem jih jaz kdajkoli imela, a ne. Tako da torej, mislim, ti ljudje, ki to govorijo, v resnici niso nikoli preživeli niti enega dneva z njimi, To sem ne. hotela reči, a če Ja. kdaj koga spoznajo, je to lažje, ravno zadnjič sem Seveda, gledala prispevek, to je ključno. zdaj so zato ker duhovniki, recimo, ker jih je edino, kar premalo, deluje, ne. ja, Sem zadnjič gledala prispevek na Pop TV-ju, en je bil celo rojen v muslimanski družini, črnec, in je potem postal misijonar, en je bil iz Vietnama in en iz Indije. Ali morda tem ljudem, ki recimo ne potujejo veliko, nimajo stika s tujci, morda nek misijonar, duhovnik lahko približa To je v drugačnost vsakem okolico? primeru lažje. To je enako, kot sem jaz že svetovala pač homoseksualnim gibanjem, ne, dobro, niso me vprašali za nasvet, ampak svoje mnenje sem povedala v kolumnah večkrat, a ne. A veste, zdaj v domačijski družbi, ko se ti boriš za svoje pravice, v resnici samo utrjuješ pozicijo proti tebi, ne. Pravilna strategija bi bila, da se ti vseliš v blok in si skrajno socialen. Veš, na sosed. Torej, ena gospa rabi iti na banko, pa ne more, pa ji ti pomagaš. Druga gospa rabi trgovino, pa ji ti pomagaš in tako, ne. In potem Slovenci pač v domačijski družbenem ustroju je tako, ne, da potem ljudje, če jim ti preživetveno koristiš, ja, rečejo, dobro, on je gej, ampak je v redu človek, ne. To je zdaj point, ne. Se pravi, v resnici vi morate za neko praktično izkušnjo preseči ta stereotip, a ne. Zdaj, seveda, jaz sem globoko prepričana, ker pač poznam tudi druge, ki delajo z begunci, a ne. Pač, da tisti ljudje, ki imamo stike z begunci, lahko povemo ogromno pozitivnih zgodb, jaz ne morem povedati niti ene negativne, a ne. Eno mogoče, ampak še ta je bila narejena v nevednosti in je, bi rekla, lahko predmet šale. Ampak v 7 letih, da imate v hiši podnajemnike, ki vam nikoli niso delali težav, nikoli niso recimo zamudili z datumom plačevanja, nikoli niso bili preglasni, skratka, a veste, nič. In to A ne, 6-članska družina, ne. 6-članska družina, a ne. Mislim, zdaj pač, ne, jaz težko pač bi našla slovensko družino, ne, ki bi pač lahko kaj takega o njej povedala. Mislim, ne mislim reči, da ne obstaja, ampak pač jaz je nisem imela prilike spoznati, tako bom rekla, a ne. Skratka, zdaj, zato se v resnici pač ločimo tisti ljudje, ki imamo izkušnje osebne z begunci, od tistih,
ki jih nimajo. Potem se to v političnem diskurzu reče, aha, to so pa ti nevladniki, ne ti, ki bi jih bilo treba ukiniti. Ne gre za to, da so to ljudje, ki pač leta in leta že delajo s temi ljudmi, a ne, in vedo točno to, kar vemo vsi, da med temi ljudmi lahko najdete skrajno težavne in nemogoče posameznike, tako kot pri Slovencih, ampak večina teh ljudi je pač v redu ljudi, a ne. Ne? In zdaj v resnici, ja, seveda, če bi mi znali urediti na nek način, a ne, sobivanje, kjer bi pač Slovenci lahko pridobili pozitivne izkušnje s temi ljudmi, a ne, bi bila seveda stvar lažja, rečemo, ne lahka, ampak lažja. Dokler pa oni v resnici družbeno in kulturno služijo samo enemu cilju in to, da so legitimni grešni koza za vse, ne? Razumete, potem Slovenci rečejo, oni nam jemljajo stanovanja, oni nam jemljajo službe, oni nam jemljajo... V tem trenutku sicer ne, ker radi... Ja, no tako, delajo, hočem reči, no, zdaj, če smo ravno pri tem, ne, podobno, ne. mi vemo, da pač begunci se zaposlujejo v deprivilegirane poklice, ki jih praviloma Slovenci nočejo opravljati, a ne. In tako naprej, mislim, ampak seveda, to je potem pač, spet imamo tu na delo slovensko desnico, ki pač iz tega nabira svoje politične točke, bolj, ko so volitve blizu, bolj jih nabira, ne. Ampak v resnici je pa težava, to je pa zdaj spet države, ne, ker sva se prej pogovarjali, kaj je funkcija države. Funkcija države je, da stopi nad partikularne interese in da razume, kaj cela družba potrebuje, kaj je dobro za celo družbo, ne da zdaj posluša partikularno skupino, ne vem, direktorjev, ki rečejo, to zdravnike, pa to, ne vem, tretjo skupino, pa to. Ne? To ni funkcija države. Ne? In v tem smislu je seveda zelo pametno, mimogrede, da se je ministrica za zdravstvo izločila iz pogajanj. To je zelo profesionalno. Ne? Za razliko od večino ministrov, ki mislijo, da morajo oni zdaj to urejati. A ne? Ampak ne, zdaj bi bila pač funkcija države, da dojame, a ne, da je treba pač zato, da se bo ta, bi rekla, seveda, to je predsodek, to je pretvarjanje neke kategorije ljudi v grešne kozle, a ne, nevtraliziral oziroma vsaj umilil, da ne rečemo nevtraliziral, ker to je verjetno preveč, a ne, pač je treba vpeljati ustrezne socialne politike sobivanja, a ne. A veste, mislim, jaz sem globoko prepričana, da vsaka starejša gospa, tudi če ima politično desno orientacijo, če bo ona naletela, če bi pač imela nekoga, ki bi doma pomagal pač kot pomoč na domu, a ne, ki je druge vere, pa ki se drugače oblači, pa če je to dober človek, bo ona pač spremenila stališče. Vse to je popolnoma normalno, ne. Ampak, kako bi rekla, ampak ja, ne, zato pač potrebujete vi državo, ki se zaveda, kaj je njena funkcija. Ne, zdaj, kot sem rekla, pri nas ljudje, ki vodijo državo, vključno z Janšem, vedno znova mislijo, da država je isto kot moja domačija. Ko jaz pridem na vodstvo države, jo vodim kot mojo domačijo, ne. Ne, domačija je partikularna socialna skupina, država je obči interes. V resnici torej obči interes, ne. Mislim, mi imamo deficitne poklice, imamo mi polno deficitnih poklicov v skrbi na domu, pomoči starejšim, ne vem kam. A veste, te gospe posebej, ki prihajajo z muslimanskega sveta in tako naprej, one so izjemno vešče socialne pomoči in imajo tudi zelo visoko, bi rekla, socialne veščine, zato ker se to tako vzgajajo tam deklice, a ne. A veste, mi dejansko ne znamo uporabiti teh ljudi na način, da bi Slovenci jih izkusili kot njim za preživetje koristne. A ne? Ker to je ključen kriterij pri Slovencih. In ko bi pa to seveda izkusili, pa bi pa verjetno seveda spremenili mnenje. Je pa seveda zdaj vprašanje, ki je pa čisto drugo vprašanje mimo tega, ali pač recimo političnim grupacijam v tej državi to ustreza. Oziroma imajo oni sploh ta interes, ne, po mojem, da ga nimajo, ne. Za konec na kratko, ali nas čaka sploh kaj dobrega? Če odmislimo recimo korono pa podnebne spremembe, zgodila se nam je Rusija proti Ukrajini, mislili smo, da nikoli več ne bomo videli vojne kot na ta način. Dogaja se nam Gaza, kjer smo mislili, da nikoli ne moreš videti take grozote v tako velikem obsegu in da vsi v bistvu so tiho.
hkrati pravite, Slovenci vsakič znova bodo volili tistega, Ja, ki normalno. jim daje upanje, in pravite, mladi vedno več jih je brez vesti. Ali nas čaka sploh kaj dobrega? A veste, kaj je zdaj tako je? Jaz se zelo nerada napovedujem prihodnost, zaradi mislim, zdaj razlogov je več, a ne. Prvi je pač, a ne, da pač napovedovanje prihodnosti ni predmet znanosti, ampak kakih drugih delovanj, ne. Drugo, če katera veda ima neko znanje za, napovedovanje, relativno dobro napovedovanje socialne prihodnosti, je to ravno socialna in kulturna antropologija, ki izhaja iz teh zgodovinskih tirnic, a ne. Tako da zdaj jaz bi rekla tako, a ne, če gledava iz tega zornega kota, kar se nam dogaja, je vaš zaključek pravilen, ne, torej zdi se precej, slaba situacija, da rečeva milo, ne, ni dobro, a ne. Zdaj, če gledava z zornega kota, recimo potencialov domačijske družbe, pa bi lahko bilo zelo drugače, ne. Zato, ker jaz vedno rečem, da pa seveda domačijska družba ima neke pomanjkljivosti, o katerih sva se midva zdaj pogovarjali, ampak domačijska družba ima tudi izjemne potenciale, a ne, če jih znaš aktivirati, a ne. Zato jaz pač mislim, da je prihodnost odvisna v veliki meri od tega, a ne, da bi se politika začela, voditi profesionalno. To ne velja seveda samo za slovensko politiko. Saj če bi se politika vodila profesionalno, ne bi gledali tega, kaj gledamo v Ukrajini ali pa v Gazi, a ne. Mislim, in pravzaprav, ne, je pa tu seveda vprašanje, kako bi rekla, pač vladajočih političnih, socialnih in ekonomskih elit, a ne, koliko se bodo in kdaj se bodo one zavedale, da je v resnici v njihovem interesu to, da se politika začne voditi profesionalno, tudi če ta profesionalna politika njim trenutno recimo omeji kakšne koristi ali pa interese, ne. Ker gre preprosto za to, če končam s tem, nedolgo tega, ko se je ustanovila Akademija za trajnostni razvoj, ne, slovenska, ke sem bila pač pozvana s strani ustanoviteljev, sem pristopila kot ustanoviteljica, sem sedela na tej bi rekla, otvoritveni svečanosti skupaj z gospo Lučko Kajfež Bogataj, a ne. In sem jaz potem, ko je bilo tega konec, rekla Lučki: "Dobro, midve se poznava tudi že od prej, a ne." In sem rekla: "Dajte vi meni povedati, ke niste družboslovka, ne, a se vam zdi, da je podnebno krizo sploh mogoče rešiti v kapitalizmu?" In ona je rekla: "Ne." Razumete, ona ni sociolog, ne, ona je čisto nekaj drugega. Ona je rekla mrtvokladno ne. Je rekla zaradi tega, ker pač dokler ne bodo tisti, ki vladajo, pač dojeli, da da je treba se odreči kratkoročnemu profitu za dolgoročno preživetje, tako dolgo nimamo mi šans, ne. In potem je ona rekla neki stavek, ki je meni, v resnici, ko sem potem jaz njo vprašala, kaj pa zdaj ona, kako ona to vidi, je ona rekla: "Jaz to vidim tako, a ne, da čez 40 let bomo imeli mi resne probleme," mislim mi, torej Zahod, "resne probleme s tem, da bomo recimo proizvedli najbolj zadostne količine najbolj osnovnih dobrin, recimo hrane, zato ker bo proizvodnja teh dobrin zaradi ekoloških stroškov postala tako visoka, a ne, da pravzaprav ne bomo več mogli hrane proizvajati." In ona pravzaprav, računa na to, da na eni točki, a ne, bodo pač tudi te čisto ekonomske logike, elitam Nas pokazale, da prisilile. se to ne da več, a ne, da se to preprosto ne da več. Ampak seveda je pa treba razumeti, da do takrat bo svet že zelo spremenjen, ne, in da do takrat bomo pač deležni že, posledic, ki jih verjetno potem nikoli več ne bomo mogli nevtralizirati, a ne. Oziroma vsaj Ja, kratek rok, mislim, ne. ne kratek rok sploh ne, ne. Zdaj, to je problem, a ne, ker pač jaz vedno rečem, in še neki problem je, a ne, ki tukaj nastopi. Namreč, ko se pač o moči pogovarjamo, mi vedno rečemo: tisti, ki vladajo, moč, zdaj drugi pa nimajo moči, kaj lahko mi naredimo, mi nimamo nobene moči." To recimo tipični Slovenec reče, ne: "Kaj bom jaz zdaj naredil, saj jaz ne morem nič narediti." Zdaj, treba bi bilo zavestno, ne, vzgajati ljudi v to, da tudi če ste na najbolj podrejenem položaju družbe, to jaz študentov vzgajam v to, a ne, imate vi ogromno moč in to je moč, da rečete: "Ne, ne dovolim
ti, da mi vladaš. Ne? Se pravi, temu se reče simbolni mandat. A ne? Torej, pač, da lahko družba deluje, da tisti, ki vladajo, lahko vladajo, morajo tisti, ki so vladani, pristati na to. A ne? Dovolj, ne rabite vi delati nobene revolucije, ne? Več danes. Dovolj je to, da dovolj veliko število preprosto ne pristane na to. Ne? A veste, zamislite si, kako bi izgledala Zahodna Evropa, če bi pač, ne vem, za 3 tedne vsi ljudje stopili iz sistema. To pomeni, ne hodili v trgovino, ne hodili v službo, nič. Sistem je sesul sam v sebe. A ne? Ker lastniki, oni ne znajo voditi sistema, vsega oni dejansko sploh ne opravljajo. Ne? Tako da torej, treba je ljudem razložiti, da ne glede na to, da mogoče se tebi res zdi, da nimaš moči, jo imaš. In ta moč je danes odločilna. Torej, tvoj pristanek na to, da deluješ v sistemu, kakršen je, a ne? Mislim, je ogromna moč. Je v resnici, po mojem, danes največja moč. In mislim, da se jo dejansko zavedajo samo tisti, ki vladajo, zato ker se tako zelo trudijo, da tisti, ki so vladali, ne bi nikoli dojeli, da to moč imajo. A ne? Ampak tako da ta moč je tudi še nek, bi rekla, neizrabljen potencial, ki človeku lahko daje neko upanje. Ne? Ampak seveda je pa tako, da jaz sem globoko prepričana, da medve živijo v času, ko bova še verjetno medve doživele, da se bo svet moral precej spremeniti glede na to, kakšen je bil v preteklosti in kakšen je danes, če bomo pač mi kot vrsta v resnici hoteli preživeti. Ne? Morda pa glede na to, na splošno ljudje, razen nekaterih, predvsem gleda na kratkotrajen užitek in bistveno manj na dolgoročnega, hkrati živimo manj kot 100 let, morda pa nas umetna inteligenca reši in razmišlja 1000 in milijon let naprej. To jaz ne bi verjela. Tega jaz ne bi verjela. Veste, zato, ker pač umetna inteligenca lahko razpolaga samo s tistimi podatki, ki mu jih mi damo. Ja, zdaj je problem, da mi... To naša predstava v vesoljcih, vedno je omejena, kakšni so. Problem je, to je tudi eno, bi rekla, zelo pomembnih problemov, ne samo nasploh, ampak tudi v znanosti danes, da v resnici mi razpolagamo z napačnimi podatki. Mi govorimo o razvoju in mislimo, da je razvoj del zgodovine in da razvoj, pač če zgodovina teče naprej, poteka razvoj in razvoj pomeni ekonomski razvoj. Ne? To pač tako zdaj na Zahodu razumemo. In zdaj seveda mi smo s temi logikami opremili umetno inteligenco. Te logike so napačne, razvoj sploh ne obstaja, ni del zgodovine, to je izmislek razsvetljencev, torej približno 4000 star izmislek, ki ga mi kar naprej reproduciramo. In zaradi njega dejansko pač tudi zelo napačno vidimo svet okoli sebe in možnosti, ki jih imamo za določene spremembe, ne? Ali pa ne možnosti, kakorkoli bomo pač to obrnili. In zdaj seveda mi stroje opremimo z našimi napačnimi predstavami. Ti stroji bodo lahko pač nam dali prognoze za par tisoč let v okviru napačnih predstav, ki jih mi imamo. Ampak v resnici so danes največji problem naše napačne predstave v resnici. Seveda, če daš ti noter napačno predpostavko, težko dobiš pravilno. Seveda, ne, pač to je stroj, on pač v okviru tistega Morda pa se vmes nauči preseš naše napačne predpostavke. To bi se sicer znali naučiti, ne, ampak tega bi se morali v resnici pa bati, se mi zdi, ne. Zaradi tega, ker jaz to študentom vedno rečem, da treba se je zavedati neke osnovne, bi rekla, zadeve, a ne. Namreč pozicija znanja je pozicija moči. Ne, tisti, ki zna, ima moč. Torej, če vi znanje prenesete na stroj, ne, potem ima stroj močne človek. To je pa nekaj, kar je lahko nevarno. Ja, kar je lahko zelo nevarno. Ja. Hvala lepa za vaš čas, vaše mnenje in seveda za to, da ste bili naša gostja. Z veseljem, hvala za povabilo. To je bil še en SBC podcast intervju, tokrat pa z nami Vesna Valgodina. Vabljeni k ogledu, poslušanju in pa seveda srečno do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.